Največja kača, kar so jih ljudje kdaj videli na svetu. Kača je eno izmed bitij, ki se jih ljudje najbolj bojijo po vsem svetu. Vendar poleg vrst kač, za katere mislimo, da so največje, obstaja še večja. In zagotovo te bo presenetilo, ko jo boš videl. Kaj bi naredil, če bi jo srečal? Zato bomo v tem videu izvedeli, katere so največje kače na svetu. Preden začnemo, prosim všečkajte ta video in se naročite. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Najlepša hvala. Zato začnimo. Številka 1. Mrežasti piton, Malajopython reticulatus. Mrežasti piton oziroma Malajopython reticulatus je najdaljša kača na svetu. Doseže dolžino več kot 6,25 metra, po nekaterih poročilih pa celo do 10 metrov. Samice mrežastega pitona so večje od samcev. Tudi njihova teža je velika zaradi njihove velikosti in dolžine. Mrežasti piton se nahaja v južni in jugovzhodni Aziji. Sem spadajo Filipini, Indonezija, Tajska in Malezija. Običajno živijo v gozdovih, gorah in travnikih. Pogosto jih lahko opazimo tudi v bližini rek in jezer, saj so odlični plavalci. Ker so odlični plavalci, so prišli tudi do majhnih otokov v svoji okolici. Koža mrežastega pitona ima zapleten vzorec, ki je podoben mreži. Na njihovem hrbtu so različne barve in oblike diamantov. Njihova edinstvena koža jim pomaga, da se skrijejo v okolju, saj jih zaradi tega njihovi sovražniki ali plen težko opazijo. Poleg tega je mrežasti piton mesojedec oziroma je meso. Jedo podgane, ptice, prašiče in jelene. Z uporabo metode zasede čakajo na pravi trenutek, preden napadejo. Svojo žrtev ovijejo, dokler ne umre. Nato pogoltnejo celo telo žrtve, tudi če je večje od njih samih. Sposobni so pojesti žrtev, ki je težka kot oni sami, medtem pa mrežasti piton izleže jajca. Samice izležejo od 15 do 80 jajc naenkrat. Jajca ovijejo s svojim telesom, da ohranijo pravo toploto. Prenehajo jesti, medtem ko skrbijo za jajca. Jajca se izležejo po 88 dneh. Ko se izležejo, mladi pitoni že znajo sami poiskati svojo hrano. Čeprav redko, obstajajo nekatera poročila, da je mrežasti piton napadel in ubil človeka. V nekaterih primerih so celo pojedli svojo žrtev. Vendar se to zgodi zelo redko in običajno zato, ker je bila kača vznemirjena na svojem območju. Številka 2. Zelena anakonda, Eonectes morinus. Zelena anakonda je ena največjih kač na svetu. Najdemo jo v gozdovih Južne Amerike, predvsem v rekah Amazonke in Orinoka. Samice anakonde so večje od samcev. Njena dolžina lahko doseže več kot 9 metrov in lahko tehta več kot 250 kilogramov. Zaradi svoje velikosti in teže lahko lovi velike živali, kot so kapibara, jelen in celo majhni kajmani. Barva zelene anakonde je olivno-zelena z velikimi črnimi krogi vzdolž telesa. Na straneh telesa ima tudi majhne ovalne lise z rumeno sredino. Njene oči in nosnice so na vrhu glave, zato lahko diha in opazuje okolico, medtem ko je potopljena v vodi. Pogosto se skriva v vodi, da je žrtev ne opazi. Uporablja barvo svoje kože kot zaščito, da je ne opazijo, medtem ko preži na plen. V zvezi s tem pa zelena anakonda raje izbira počasne vode, kot so potoki, reke in poplavljena travišča. Čeprav se lahko premika po kopnem, je v vodi hitrejša in bolj okretna. Ko je v vodi, je skoraj nevidna, zato je zelo učinkovita pri lovu. Je različne živali, odvisno od svoje velikosti. Mlade anakonde jedo ribe, ptice in majhne sesalce. Ko odraste, lahko lovi večje živali, kot so jeleni, kapibare in celo majhni jaguarji. Pri lovu na plen pa zelena anakonda uporablja metodo imenovano konstrikcija. Ko plen ujame z močnimi čeljustmi, ovije telo žrtve tesno, dokler ta ne umre zaradi pomanjkanja zraka. Nato plen pogoltne celega. Zaradi velikih ust in čeljusti lahko pogoltne tudi velike živali. Brez težav. Po hranjenju ne bo jedel več tednov ali mesecev, ker ima počasen metabolizem. Medtem pa zelena anakonda ne izleže jajc zunaj telesa. To imenujemo ovoviviparnost.
To pomeni, da se jajca razvijajo znotraj telesa matere in rodi žive mladiče. Nosečnost pri njej traja od 6 do 10 mesecev. Burmanski piton je ena največjih kač na svetu. Običajno jo najdemo v jugovzhodni Aziji, predvsem v Mjanmaru, na Tajskem, v Laosu, Kambodži, Vietnamu in nekaterih delih Kitajske. Pogosto živijo v bližini rek in jezer, vendar jih lahko najdemo tudi v gozdovih in travnikih. Mlade kače se rade vzpenjajo na drevesa, ko pa odrastejo, raje ostanejo na tleh. Prav tako so odlični plavalci in lahko ostanejo v vodi do 30 minut. Burmanski piton zraste od 3,7 do 5,8 metrov v dolžino in lahko tehta več kot 75 kilogramov. Samice kač so večje in težje od samcev. Njihova koža je rjave barve z velikimi rdečkasto-rjavimi lisami, ki imajo črn rob. Njihov trebuh je bel in brez prog, na glavi imajo oznako v obliki puščice, ki kaže proti nosu. Barva in vzorec njihove kože jim pomagata, da se skrijejo v okolju in lovijo plen, ne da bi bili opaženi. Poleg tega burmanski piton se hrani tudi s pticami in majhnimi živalmi, kot so miši in zajci. Imajo ostre zobe, ki so ukrivljeni nazaj, zato njihov plen ne more pobegniti, ko ga ugriznejo. Ko ugriznejo plen, ga močno ovijajo s telesom, da žrtev ne more več dihati. Ko je plen mrtev, ga celega pogoltnejo, začenši z glavo. Vendar pa prebava njihovega plena traja dolgo, še posebej, če je žrtev velika. Včasih pojedo živali, ki so večje od njih samih, na primer jelene, kar kaže na njihovo moč kot plenilcev. Burmanski piton je znan tudi po svoji sposobnosti razmnoževanja. V času paritvene sezone samica kače izleže od 12 do 36 jajc. Mati kača skrbno varuje jajca. Svoje jajca varuje tako, da ovije svoje telo okoli njih, da jih ohranja tople. Ko se jajca izležejo, so mlade kače dolge 50 cm. Že od začetka znajo loviti majhne živali, kot so podgane. Številka 4. Afriški skalni piton. Piton sebae. Afriški skalni piton je največja kača v Afriki in ena največjih kač na svetu. Običajno doseže dolžino od 3 do 5 metrov. Teža odraslih afriških skalnih pitonov je med 44 in 55 kilogramov. Vendar pa nekateri dosežejo več kot 91 kilogramov. Novoizvaljeni pitoni so dolgi od 35 do 45 cm. Glava afriškega skalnega pitona je majhna in trikotne oblike. Ima 2 črti podobni sulici, ki potekata od smrčka do zadnjega dela glave. Pod vsakim očesom ima tudi rumen obrnjen V. Njegovo telo je rumene, sivorjave ali sivkasto-zelene barve s temnimi lisami, ki so videti kot stopnice. Njegov trebuh je bel s črnimi pikami. Njegov rep ima 2 temni črti, ki ju ločuje svetlejša črta. Mladi pitoni imajo bolj živahne barve kot odrasli. Afriški skalni piton živi na različnih območjih podsaharske Afrike. Pogosto ga najdemo v bližini vodnih teles, kot so reke in jezera. V času suše se ne premika veliko in postane neaktiven. Zelo spreten je pri lovu in lahko poje živali, velike kot antilope, včasih celo krokodile. Svojo žrtev ubije tako, da jo zaduši s stiskanjem in pomanjkanjem zraka. Ni strupen, vendar je močan in se lahko močno oprime svojim telesom. Poleg tega afriški skalni piton odlaga jajca. Samica pazi na jajca, dokler se ne izležejo. Položi od 30 do 50 jajc, včasih pa celo do 100 jajc. Samika pitona je ovita okoli jajc in ne je, medtem ko jih varuje. Številka 5. Indijski piton. Python molurus. Indijski piton je ena največjih kač na svetu, ki ni strupena. Imenujejo ga tudi črnorepi piton ali indijski skalni piton. Najdemo ga v Indiji, Nepalu, Butanu, Šrilanki, Bangladešu ter v nekaterih delih Pakistana in Mjanmara. Njegova barva je običajno svetla ali rumenkasta z rjavimi lisami. Njegova barva se spreminja glede na kraj, kjer živi. V gozdovih zahodnih Gatov in Assama je njegova barva temnejša. Medtem pa je na Dekanski planoti in v vzhodnih Gatih njegova barva svetlejša. Indijski piton običajno doseže dolžino 3 metrov.
Vendar so našli kače, ki so dosegle dolžino 4,6 metra in težo 52 kg. V Pakistanu običajno doseže dolžino od 2,4 do 3 metrov. Čeprav ni strupena, je ena največjih kač, ki jih človek lahko vidi. Njeno telo je veliko in težko, zato se premika počasi. Medtem pa indijski piton živi na različnih krajih, kot so travniki, močvirja, gozdovi in rečne doline. Rada ima kraje blizu vode, ker potrebuje dovolj tekočine za pitje. Pogosto se skriva v živalskih brlogih, drevesnih duplinah in mangrovah. Rad tudi ostaja na območjih z gosto vegetacijo, da ga žrtve ali sovražniki težje opazijo. Odlično se zna skrivati, zato ga ljudje redko vidijo. Prav tako je indijski piton odličen lovec. Ne uporablja strupa. Namesto tega uporablja moč svojega telesa, da ovije žrtev in ji prepreči dihanje, dokler ta ne umre. Potem pogoltne celo telo žrtve. Njegova usta se lahko zelo razširijo, zato lahko pogoltne žrtev, ki je večja od njegove glave. Njegove čeljustne kosti so dolge in močne, zato se njegova usta lahko raztegnejo, ko požira večji plen. Poleg tega indijska pitonka je različne živali. Mladi kača jedo majhne miši in kuščarje. Ko rastejo, se naučijo jesti večje živali, kot so jeleni, prašiči in celo majhne opice. Po hranjenju spi več tednov, da prebavi hrano. Številka 6. Kraljevska kobra ali Piopa gusana. Kraljevska kobra je najdaljša strupena kača na svetu. Njena dolžina doseže od 3,18 do 4 metre, vendar so zabeležili primerke, ki so dosegli celo 5,85 metra. Njena običajna barva je rumena, zelena, rjava ali črna z belimi ali rumenimi progami po telesu. Njen trebuh je lahko enobarven ali pa ima črte. Mladiči kraljeve kobre so črne barve z belimi ali rumenimi progami po telesu in repu. Medtem pa lahko kraljevo kobro najdemo v jugovzhodni Aziji, na primer v Indiji, na Kitajskem, na Filipinih in v Indoneziji. Raje živijo v bližini rek in potokov, v gozdovih, travnikih in mangrovah. Živijo blizu vode zaradi hladnega in vlažnega okolja. Aktivni so tudi podnevi in včasih plezajo na drevesa, da iščejo hrano ali se skrijejo pred sovražniki. Pogosto jih najdemo na območjih z gosto vegetacijo, kjer se lahko zlahka skrijejo. Tudi kraljevska kobra se hrani z drugimi kačami. Jedo strupene in nestrupene kače, kot sta podganska kača in piton. Včasih pojedo tudi druge kraljevske kobre. Če ne najdejo kač, pojedo tudi majhne živali, kot sta miš in kuščar. Kraljevska kobra je znana po potrpežljivosti pri iskanju hrane in lahko sledi svojemu plenu več ur, preden napade. Toda čeprav je kraljevska kobra znana po močnem strupu, se izogiba napadom na ljudi. Raje pobegnejo ali se skrijejo, kadar začutijo nevarnost. Toda ko so ujeti v kot ali ko začutijo, da je njihovo gnezdo ogroženo, postanejo agresivni. Ogrozijo, dvignejo sprednji del telesa do 1 metra nad tlemi in razširijo vrat, da izgledajo večji. Njihovo sikanje je nizko in zveni kot zavijanje psa. Kljub temu je strup kraljeve kobre močan nevrotoksin, ki povzroča paralizo in poškodbe tkiv. Če vas ugrizne, je nujno takojšnje zdravljenje, saj lahko žrtev umre, če ne prejme ustreznega zdravila. Vendar so ugrizi ljudi redki, saj kraljeva kobra se običajno izogiba ljudem in napade le, če je izzvana ali motena. Številka 7. Ametistna pitonka. Morelia ametistina. Ametistna pitonka ali tako imenovana skrab pitonka je ena največjih kač na svetu. Najdemo jo v Indoneziji, Papuji Novi Gvineji in severni Avstraliji. Ta kača je znana po svojem dolgem telesu in edinstveni barvi, ki se blešči kot ametist, ko jo zadene svetloba. Ametistna pitonka lahko zraste zelo dolgo. Njena dolžina običajno meri od 3 do 3,7 metrov. Medtem pa je barva ametistne pitonke rumenkasto siva ali olivno rjava. Ima temne lise ali črte po telesu. Njena koža je gladka in ima poseben sijaj, podoben ametistu. Prav tako ametistna pitonka živi v deževnem gozdu. Raje ima kraje blizu rek in potokov. Potrebuje tudi visoko vlažnost, da preživi.
V Avstraliji jo pogosto najdemo v deževnem gozdu Queenslanda, v Indoneziji in Papui Novi Gvineji pa jo najdemo v gostih gozdovih blizu morja. Zna se tudi povzpeti na drevo, zato jo pogosto vidimo na vejah. Poleg tega je ametistna pitonka plenilec. Požira ptice, netopirje, podgane, posume in majhne sesalce. Velike ametistne pitonke lahko pojedo valabije in kuskuse, ki so veliki kot majhni jeleni. Ovita svojo žrtev in ji prepreči dihanje, dokler žival ne umre. Nato svojo žrtev pogoltne celo, vendar ametistna pitonka ni strupena. Ne ugrizne s trupom, zato ni smrtonosna za človeka. Vendar pa je lahko agresivna, če se prestraši ali jo kaj preseneti. Če jo kdaj opazite, je bolje, da je ne motite ali prestrašite. Počasi se oddaljite in ne delajte nenadnih gibov, da vas ne napade. Trenutno ametistna pitonka ni ogrožena vrsta. To pomeni, da jih je v gozdovih še vedno veliko, vendar pa ji grozi izguba habitata zaradi poseka dreves in krčenja gozdov. Če gozdovi izginejo, bo izgubila svoj dom in vir hrane. Zato je pomembno varovati njihov habitat, da bodo lahko še naprej živeli v naravi. Številka 8. Rumena anakonda, Eunectes noteus. Rumena anakonda je ena največjih kač, ki jih lahko najdemo v Južni Ameriki. Imenujejo jo tudi paragvajska anakonda. Samice rumene anakonde dosežejo dolžino 4,6 metra, samci pa dosežejo dolžino 3,7 metra. Njihova teža je med 25 in 35 kilogramov. Medtem je barva rumene anakonde rumena, na telesu pa ima črne ali temne pike in proge. Te barve jim pomagajo, da se skrijejo v svojem okolju. Samice so tudi večje od samcev. V zvezi s tem rumena anakonda živi na območjih z vodo, kot so močvirja, barja in rečni bregovi. Najdemo jih v regiji Pantanal v Boliviji, Paragvaju, zahodni Braziliji in severovzhodni Argentini. Bolj imajo radi mokra območja ali kraje z vodo. Včasih pa jih lahko opazimo tudi v gozdovih, ko iščejo hrano. Jedo tudi majhne jelene in divje prašiče, kadar je to potrebno. Pravzaprav je rumena anakonda mesojeda oziroma se prehranjuje z mesom. Jedo ptice, ptičja jajca, majhne sesalce, želve, kuščarje, ribe in kajmane. Velike in pogumne anakonde lahko pojedo tudi večje živali, kot so kapibare in pekariji. Poznani so tudi kot plenilci zasede oziroma živali, ki čakajo na svoje žrtve, preden napadejo. Ubijejo svoj plen tako, da ga ovijajo in zadušijo, dokler ne umre. Poleti je rumena anakonda aktivna pri iskanju hrane. V deževni sezoni pa se odpravijo na poplavljena območja, da lovijo ribe in kajmane. V sušni sezoni pa se skrivajo v jamah ali luknjah, kjer je še nekaj vode, da ne umrejo zaradi vročine. Takšno vedenje jim pomaga preživeti spremembe, ki jih prinaša vreme. Razmnoževanje rumene anakonde poteka aprila in maja. Samice izločajo feromone, da privabijo samce. Ko samci pridejo, se pogosto borijo za eno samico, kar imenujemo paritveni klopčič. Po 6 mesecih brejosti samice skotijo žive mladiče. Številka 9. Črna mamba, Dendroaspis polylepis. Črna mamba je ena najdaljših strupenih kač v vsej Afriki. Doseže dolžino do 4,5 metra in je znana kot najhitrejša kača na svetu. Lahko se premika s hitrostjo 20 km/h na kratkih razdaljah. Črno mambo najdemo v savanah, gozdovih in skalnatih območjih podsaharske Afrike. Ostaja na tleh in na drevesih, zato se lahko hitro premika. Aktivna je podnevi in običajno išče hrano, kot so majhne živali, ptice in miši. Črna mamba je znana tudi po svoji agresivnosti, kadar začuti nevarnost. V resnici pa se raje izogne človeku, kadar je to mogoče. Ne napade, razen če ni razdražena ali prestrašena. Prav tako ima črna mamba zelo močan strup, imenovan neurotoksin. Ko ugrizne, se strup hitro razširi po telesu žrtve. V samo 10 minutah se že pojavijo simptomi, kot so otrplost, težave z dihanjem in paraliza. Če se ne ukrepa takoj, lahko njegov ugriz povzroči smrt. Pomembno je, da žrtev takoj odpeljejo v bolnišnico in ji dajo pravo protistrup, da rešijo življenje.
vendar pa ima kljub nevarnosti, ki jo prinaša, črna mamba pomembno vlogo v naravi. Nadzira število podgan in manjših živali v svojem habitatu. Če ne bi bilo črne mambe, bi se lahko škodljivci, ki uničujejo pridelke, močno razmnožili. Toda zaradi strahu ljudi jih pogosto ubijajo, čeprav ljudem praviloma ne škodujejo. Poleg tega pa njihovo življenjsko okolje postopoma izginja zaradi sečnje dreves in razvoja naselij. Trenutno populacija črne mambe še ni ogrožena. Mednarodna zveza za varstvo narave, IUCN, jih uvršča med najmanj ogrožene vrste, vendar je še vedno pomembno, da jih zaščitimo, da ohranimo ravnovesje v naravi. Številka 10. Olivni piton, Liasis olivaceus. Olivni piton je ena največjih kač v Avstraliji. Znana je po svoji gladki in olivno obarvani koži, ki ji daje poseben videz. Odrasle olivne pitone dosežejo več kot 4 metre dolžine. Koža olivne pitone je gladka in ima majhne luske. Njena barva se spreminja od rjave do olivno-zelene, medtem ko je trebuh kremne barve. Olivne pitone tehtajo od 10 do 20 kilogramov. Olivno pitono lahko najdemo v zahodnji Avstraliji, severnem ozemlju in Queenslandu. Raje živi na skalnatih območjih, pečinah in na mestih blizu vode, kot so reke in jezera. Pogosto se skriva v jamah, razpokah v skalah, votlih drevesih in rovih pod kamni. Njegova barva mu prav tako pomaga, da ni opazen v okolici. Olivni piton je prav tako mesojedec oziroma jedec mesa. Poje različne živali, kot so ptice, na primer race in golobi, sesalci, kot so skalni valabiji in sadni netopirji, ter plazilci, kot so kuščarji in mladi krokodili. Oljčni piton je znan tudi po svojem načinu lovljenja, pri katerem uporablja hitrost in moč. Preži na poti svoje žrtve in ko se ta približa, nenadoma plane nanjo ter jo ovije s svojim telesom, dokler žrtev ne more več dihati. Oljčni piton ni strupen, zato za ubijanje plena uporablja moč in stiskanje svojega telesa. Nato svojo žrtev pogoltne celo in traja dolgo, preden se hrana v njegovem želodcu prebavi. Poleg tega je oljčni piton tudi odličen plavalec, zato lahko lovi hrano tudi v vodi. Preži v plitvem delu reke ali jezera in ko žrtev pride mimo, nenadoma plane izpod vode. Ena izmed njegovih najljubših vodnih plenov so ptice, ki plavajo, kot so race. Včasih lovi tudi mlade krokodile, ki se še ne znajo braniti. Oljčni piton prav tako ni agresiven do ljudi. Če ga ne motimo ali vznemirjamo, ne bo napadal.